Brežac, ali še veljaš za najvišjega slovenskega košarkarja? Jaz mislim, da ja. 217 uradno. Stopati brez? Stopati. Povej mi, ali si v svoji košarkarski karieri ali pa kar v življenju ogromno prepotoval, ti kdaj ta višina delala težave? Ogromno sem potoval, sigurno. Višina mi je delala težave, vendar sem se pol malo navadil in zdaj, ko grem v letalo, se moram skloniti, v hotelih posle morajo biti zadosti velike, moram gledati, da nimajo tega, ko se reče, stranice. Drugače jogi gre ven, se dam po tleh, ne, vendarle. Kakšnih pa večjih težav s tem nisem imel. Kaj pa nakup oblačil? Pa nakup oblačil večino, obleke po naročilu, kovbojke, copati in to pa vse Amerika. Vse Amerika. Ja. Ampak te centimetri na igrišču so pa prav prišli, ne? Definitivno. Si tretji Slovenc za Milkotom pa Rašotom, ki si učil v NBA. Kaj ti je igranje v Ameriki ostalo najbolj v spominu? Dobro vprašanje. Kaj mi je ostalo najbolj v spominu? Pa tole, da sem bil draftiran, da sem kot mlad fant, koliko sem bil star 21 let, da sem šel v Indiano, v neznano, da sem prišel v dvorano in sem videl Reggie Millerja, Jalen Rosea, Jermaine O'Neala, da sem z njimi treniral, igral, ogromno se naučil in največ mi pomeni to, da sem pač dokazal, da se lahko pač ko sem z njimi in ker sem pa tudi dokazal v Charlotteu, ker sem dal priliko za igranje. Zdaj, omenil si že ta Charlotte, zgodovino kluba, boš zavedno zapisan kot igralca, ki je dosegel prvi koš za novo franšizo. Se morda spomniš datuma, oziroma če se lahko vrneva, spomniš datuma ali ti moram pomagati? Datuma se ne spomnim, liga je verjetno začela tam novembra, ne? 5. november 2004. 5. november, ja, Old Charlotte Coliseum. In kako je izvedel ta koš? Je bil tip-in, ali je bil polaganje, ne vem, ne spomnim se. Zdaj pa, če greva pa še malo naprej, pa na Stožice, se pravi 10. avgust 2010, se spomniš, kaj je bilo pa takrat? Ja, tako sem tudi dal prvi koš, ko smo prvi dvorano proti Špancem. Prvi prosti met sem zgrešil, drugega pa zadev. Tako je, se pravi, si kar specialist za te neke posebne. Ja, tako da če se odpira še kakšna nova dvorana po svetu, po Evropi, ne mene pokličejo, pa bom jaz zadev prvi koš. Pa je šel tudi čez naključje, ali si imel, rečemo, željo, ker si tak fighter, pa to, si rekel na parket, zdaj ga pa dal jaz. Ma ne, nisem šel s tem motivom v tekmo, pač tako se zgodi in Dobro. Tvoj rekord po doseženem številu točk na eni tekmi je 27, če se ne motim, to dvakrat, enkrat proti Šeku. V Indijani si nosil dres številko 27, se to igra na ključi? Ne, v Indijani sem nosil 27, zato ker sem bil draftiran strani Indijane kot 27. Se pravi, za rekord NBA 27 bolj na ključe, ali si nisi stampiral? Številka ni na ključe. Če boš kdaj pisal v biografijo, pa to najbrž imaš kar veliko materijala. Ja, ogromno. Vendar mislim, da je bilo najboljše, da bi to žena spisala mojo biografijo in vse neumnosti in vse dogodivščine, ki so se dogajale, tako da ona bi bila ta prava za to. A pa nam zaupaš kakšno, ali moramo njo pisati? Joj, toliko je bilo tega, da zdaj sam mene se ne bi mogel spomniti. Povsod, ko si igral, si bil zelo priljubljen. Zdaj so oddaljene tvoje kariere, Ciper, Kuvajt, Bahrajn, tam si bil že pravzaprav celo božanstvo. Ja, lepi spomini me vežem na to. Na Ciper pač, ko sem v bistvu že nehal košarkarsko kariero, pa so me pol nekako prepričali, da odigram še pač ta 2 meseca na Cipru do konca sezone, ker se je pol sprelevilo v 2,5 leti in 2 prvenstva, osvojen pokal. In ta Kuvajt pa ta Bahrajn je bilo kot neka avantura, lepi spomini, neke nove dogodivščine. Prvi turnir v Kuvajtu sem igral tudi z Markom in kasneje v bistvu je bil v Bahrajnu je bilo to konc moje kariere, če se ne motim. Ta zadnji GCC tournament, ta Perzijski zaliv, ki sem igral za Al Ahly, bi lahko rekel, da za njih je bila moja zadnja tekma kariere, oficialna. Oficialna prideva do zdaj, si jo zaključil tam, kar si jo začel. Bravo. Tam, kar si začel, se pravi, končal si jo pravzaprav v tvojem stilu, nisi se odločil za neko revijalno tekmo, nekaj poslovilnega, ampak ta prav tekmovalen duh Sežana v svojem klubu v drugi ligi.
Ja, tudi ne, okay, pol smo načrtovali malo to tekmo, sem res nisem hotel delati nekaj, da je neka ekshibicija, pa za jebance, zmeraj sem vsako tekmo, vsak trening sem poskušal vzeti resno in mislim, da mi je to kar dobro uspevalo in nič lepšega, kot se posloviti v svojemu kraju pred svojo družino, prijatelji, navijači in res mislim, da je event dobro uspel. Žurka dobro uspela, z izjemo pač te moje, kako bi rekel, tega mojega borbenega vložka, ki se zapre ruleta, ne, bi po domače lahko rekli, ne, ker ne spada na košarkarskega igrišča, vendar, kako bi rekel, Muta Nikolić, sve je to normalno. Potem si bil znan, bil si fighter, bil si borben, to imaš vse, pa to si dobil skozi treninge. Pa ne, mislim, da to imam vse, to sem dobil, tako so me naučili, ne, doma, vzgoja. Tekmovalno sem bil, kar sem delal, sem igral tenisa, sem igral doma, šah z mamo, pa nisem pustil, da me zmaga, pa sem podrl figure, pa tudi z hčerkami, ne vem, če kaj igramo, ne morem lagano in pač uvijek na 100%. Tako je. No, se to te pa pravzaprav tudi pripeljalo v karieri, da si dosegel, kar si zadal. Brez košarke pa ne moč, kaj se da upravljaš? Ja, brez košarke se ne moč, čeprav moram reči, da po tisti tekmi v Sežani nisem nekaj odigral ali pa da igram rekreativno košarko. Pač, mi ne nekaj manjka, sem se pač dal v druge vode, sem scout ekipe Cleveland Cavaliers že 3. leto. Manjka mi, če grem na kakšno na dobro tekmo, pa je polna dvorana, pa je vzdušje, takrat me malo stisne, se mi pozdigne adrenalin in takrat bi se naj slekel in šel odigrati, vendar ker je. Kako pa izgleda to tvoje delo zdaj, tega upravljaš? Si ogromno na tekmah za računalnikom? Ja, delo je kar, kako bi rekel, ni enostavno, ko je misli skauti, malo potuješ, malo gledaš tekme, ni res ogromno je dela, lahko rečem, da potujem v bistvu še več, kot sem v igralski karieri, in po Evropi, in po Ameriki, vendar me to veseli, imam strast, zdaj se je sicer malo naš urnik malo spremenil v času korone, vendar še zmeraj smo od ponedeljka do petka delamo na računalniku, Zoom, konference, intervjuji z temi igralci za draft, tako da smo aktivni in ne počivamo. Zdaj se pa do konca dotaknemo še reprezentance. Kako gledaš zdaj, se pravi, to tvojo generacijo, vašo, bili ste blizu, pa vam nekako ni uspelo vzeti? Zmeraj nam je nekaj zmanjkalo, pa v Beogradu, pa pol na Poljskem, pač medalje smo imeli že v rokah. Sigurno mi še ne gre z glave ta Poljska in kje smo bili v Krakovu, ko smo Srbi izgubili, kako pol smo za 3. mesto z Grki, nismo uspeli dobiti medalje. Vendar sem pol vesel za naše fante, da so uspeli v Istanbulu. Res je fenomenalen uspeh in mogoče, da je tudi slovenska javnost malo preveč pričakuje, pač prišlo je tudi do malo spremembe generacij, Gogi ne igra več, zdaj je ogromno bo na Lukatu, tako da jaz verjamem, sem optimist in ne glede na mogoče malo slabše rezultate v teh kvalifikacijah, da prihajajo boljši časi že naše fante. Ampak lahko rečejo, da ste vi tudi del kamenček, da ste zgradili to. Pa ja, in Gogi in Dorozok je bil poškodovan, da so bili, te fanti so bili zraven, so bili pač na začetku svoje, lahko rečem, profesionalne kariere. Jaz upam in verjamem, da so se nekaj naučili od nas, tudi neumnosti, vendar upam, da tudi kaj dobrega. Zdaj pa za konec, če prej si omenil že, da te ponese ta polna dvorana. Spomnim se tega Istanbula 17.9. Bil si med navijači, oblečen v dres, stol na stolu gor, nisi mogel biti primer, se pravi, zelo si doživljal. Ja, sigurno, kakor da sem igral. Res ne pozabne te 2-3 dni, ko smo bili v Istanbulu. Mislim, da noben ni pričakoval takega uspeha, ali fantje so, kakor je Gogi in vsi, ker so že ogromnokrat rekli, da so bili tim, da so dihali vsi za enega, eden za vse in res nikoli ne bom pozabil te zmage in medalje in mislim, da je tu
ena res krona, ki bo težko, sigurno težko ponoviti. Zdaj čaka nas poletje z NBA-jem, za koga naj navijajo Slovenci? Pa za koga? Za Miami pa za Dallas. Da skličem, pa ni v Bablu, ne Orlando, tako da mogoče drug let. Hvala.